Dobrodošli vsi danes na Fakulteti za računalništvo in informatiko na Noči raziskovalcev. Tudi tukaj v okviru projekta Noč ima svojo moč poteka dogodek, v katerem ima glavno besedo umetna inteligenca, kajti če že po 24 krajih po Sloveniji se odvijajo najrazličnejši dogodki, ki postavljajo različne vidike znanosti čim bolj v ospredje in na doseg vseh, potem je vsekakor zelo na mestu, da damo besedo tudi tehnologiji, ki je vsaj v zadnjem letu nedvomno prišla v ospredje številnih pogovorov in premislekov, in vsekakor se mi zdi, da imamo danes odlično omizje, tako da bomo lahko številne tehtne teme, ki se tukaj z uporabo najnovejših modelov umetne inteligence odpirajo, pa da jaz najprej predstavim svoje goste. Z nami je tule na moji desni akademik, profesor dr. Ivan Bratko, začetnik raziskovanja umetne inteligence v Sloveniji in pionir rabe strojnega učenja, verjetno dejansko prvi človek, ki je uporabil strojno učenje na realnih medicinskih podatkih, in že takrat se je nazorno pokazalo, da je to tehnologija, ki obeta zelo veliko, že takrat so bili rezultati odlični, kaj ne? Potem je z nami filozofinja, doktorica Olga Markič z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica Olga Markič se ukvarja s filozofijo kognitivnih znanosti, logiko, analitično filozofijo. Morda je v kontekstu današnje debate na mestu, če povem, da je preden se je lotila filozofije, študirala matematiko in več let delala kot programerka. Z nami je potem profesor dr. Marko Robnik Šikonja. Glede na to, da so bili veliki jezikovni modeli tisti, ki so sprožili ta velik boom na področju umetne inteligence, vsaj v širši javnosti, pa tudi sicer, je nedvomno človek, ki mora biti v tem omizju, kajti lahko bi rekli, da je eden največjih poznavalcev teh sistemov pri nas. Naprej na njegovi desni profesor dr. Daniel Skočaj, strokovnjak za računalniški vid in umetne spoznavne sisteme, tudi predstojnik laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme na FRI-ju. Potem, da ne bomo imeli samo računalničarjev, profesor dr. Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo in redni profesor na pravni fakulteti, ki se veliko posveča vplivu tehnologij na človekove pravice, družbeni razvoj, cyberkriminal in podobne teme, vsekako relevantni družbeni vplivi sodobnih tehnologij. In nenazadnje profesor dr. Blaž Zupan, predstojnik laboratorija za bioinformatiko, kjer med drugim razvijajo program Orange, s katerim nedvomno dokazujejo, da je mogoče k podatkovni analitiki pristopiti na tak zelo intuitiven in vizualno nazoren način in da lahko v bistvu umetno inteligenco z malo truda uporabljajo tako pač največji strokovnjaki, znanstveniki, kot tudi šolarji v osnovnih šolah, kar bi bilo verjetno dobro za vse, če bi počeli širše. Tako da lep pozdrav in dobrodošli vsi danes tukaj. Pa če začnemo približno na začetku in damo nek uvod umetni inteligenci. Zdaj, umetna inteligenca ni od včeraj. Profesor Bratko, dolgo smo poslušali o tej zgodovini menjavanja letnih časov, razburjenjem in navdušenju so sledila dolga obdobja zime. Kaj se je pravzaprav zgodilo v zadnjem obdobju, da lahko zdaj rečemo, da smo verjetno prišli v obdobje dolgega vročega poletja? Dober večer. Jaz ne slišim, a to dela. Ja, hvala. Jaz mislim, res nastopilo je eno zelo dolgo poletje in zelo vroče, tako da se mi zdi, da je umetna inteligenca mogoče zdaj v zadnjih
5 letih postala pravzaprav najbolj vznemirljiva tehnologija, tudi stalno je v medijih, in tudi zdaj nekaj časa, vsake nekaj mesecev se zgodi en nov preboj take vrste, da smo mogoče mislili, da se bo tisto uresničilo pred 10 ali čez 10 ali pa 20 let ali pa 30 let, pa se potem tisti preboj zgodi tako rekoč čez noč. Zdaj, kulminacija je nastopila z velikimi jezikovnimi modeli in zdaj izgleda, da je tudi s tem ta tehnologija posegla v vsakdanje življenje, tako močno, da je pravzaprav bi se vsak moral s tem seznaniti. Ampak pri tem so se pa pojavili tudi določeni etični vidiki, mogoče začeli so se pojavljati v zadnjih 10 letih, prej ne. Pravzaprav praktično ni bilo nobene take diskusije, razen mogoče znanstveno-fantastične diskusije o tem, kako bi roboti lahko prevzeli oblast, ampak tisto ni bilo videti resno. Ampak zdaj drugi, čisto realni etični vidiki, ki pa so se pojavili, zdaj jih zmeraj več, tako da sem si jaz celo en spisek moral narediti, da ne bi jih preveč pozabil, ampak bi jih zdaj na začetku tega se mi zdi, da je pomembno, da jih omenimo, zato ker je ta okrogla miza namenjena diskusiji o tem, kaj zdaj s to tehnologijo, ali so potrebne kakšne omejitve ali ne, ali je potrebna regulacija ali ne. Tako da jaz bi naštel za začetek te vidike. Eden, ki se zdaj stalno pojavlja, pa postala vedno bolj pereč, se mi zdi, je nebrzdano in vprašljivo zbiranje osebnih podatkov in zloraba osebnih podatkov in ta obstoječa regulacija, ki se s tem ukvarja, mislim, da ni učinkovita. Potem en vidik, mogoče, ki ni vsak dan se o njem ne razpravlja, je pristranskost strojnega učenja. Tako imenovana pristranskost, kjer ne bi bilo strojno učenje pristransko do določenih skupin, recimo tipično po rasi ali spolu. Ampak tukaj se mi zdi, da to je za mnoge hud problem, ampak vprašanje, ali so ta pristranskost res dobro definirana, da jo lahko tehnično obravnavamo in tudi merimo. Potem naslednji vidik, vprašljiv vidik je manipulacija ljudi z umetno inteligenco, in sicer z motivacijo, motivacija je ponavadi komercialna, je pa tudi lahko politična, z namenom, da bi vplivali na volitve. In to je recimo se je že zgodilo na nekaterih volitvah, na nekaterih referendumih, in to se kaže, kot da se mi zdi precej kočljiv vidik, da zdaj ena tehnologija vpliva na normalne demokratične procese. Potem naslednji tak kočljiv vidik je generiranje in širjenje lažnih novic oziroma širjenje neresnic in pa škodljivih vsebin. Potem en vidik spet zelo neprijeten je avtomatično razpoznavanje čustev, posebej recimo avtomatska detekcija prikritih čustev, ki je mogoče še pred 5 leti ljudje, ki so se s tem ukvarjali, se niso počutili popolnoma nič, torej kot da je to nekaj popolnoma neproblematičnega. Zdaj, z velikimi jezikovnimi modeli se pojavlja še vprašanje avtorstva, kdo je zdaj avtor vseh teh vsebin, ki so praktično kopirane in jih veliki jezikovni modeli enostavno razmnožujejo. En vidik tega je
spet meni izredno zoporen, nezmožnost razpoznati, ali je vsebino generiral človek ali računalnik. In tukaj imam nekaj svojih zelo slabih izkušenj, ampak zdaj jaz ne vem, mogoče to v te detalje ne bi šel, mogoče bom kasneje povedal, kaj se mi je nekajkrat zgodilo. Ampak tukaj v zvezi s tem jaz sem tudi delam kot ekspert v organizaciji GPI, v eni delovni skupini, in tam smo se vsi poenotili svoje stališče, da bi bilo nujno uvesti detekcijski mehanizem, ki bralcu omogoča, da v katerem koli trenutku poizve, ali je to besedilo, ki ga bere, generiral računalnik ali človek. No, zdaj v zvezi recimo s ChatGPT, včasih, ko berem članke v navadnih časopisih, se mi pojavi vprašanje, da bodo imeli ogromen vpliv na izobraževanje. Recimo, pred nedavnim sem bral v enem članku, kako je ChatGPT super, ker učenci v šoli sprašujejo, torej chat brez zavor vprašajo poljubna vprašanja, taka vprašanja, ki bi se jih sicer sramovali pred drugimi učenci ali pa pred učiteljem, in torej ima to za veliko prednost pred učitelji. Zdaj to je, nažalost, bi rekel, jezik pa izobraževanje ne bi vodilo do tega, da znajo ljudje komunicirati en z drugim. Zaprav, da se brez sramu, torej izobraževanje bi jih ne učence usposobilo ali spustilo do te mere, da ne bi poljubna vprašanja, kadar kaj ne razumejo, vprašali človeka, ne pa zdaj računalnik. Druga stvar, spet v nekatera mnenja so taka, da je ChatGPT zdaj tako močno orodje in so učenci s tem toliko bolj učinkoviti, da seveda super, naj vsi uporabljajo in pišejo svoje proste spise z ChatGPT, da bodo pač toliko bolj učinkoviti v življenju, ampak zdaj, a to pomeni, da sposobnost izražanja in sposobnost pisanja ne bo več potrebno, da te otroci znajo. Teoretično to ne bo več potrebno, tako kot ni treba znati več računati, odkar imamo kalkulatorje, tudi sposobnost izražanja ne bo več človeška vrlina potrebna, ampak komunikacija bo šla tako, človek, potem računalnik, pa potem na drugi strani drugi človek in tako naprej. Vmes ne bi bil zmeraj računalnik. Jaz ne vem, če si mi to res kot družba želimo, ali pa to bo kar hud zalogaj, da se družba odloči, kaj s tem narediti. Jaz sem mogoče malo prekoračil predviden čas. Vsekakor ste, profesor Bratko, zelo nazorno pokazali, na koliko različnih področjih pravzaprav segajo implikacije teh tehnologij in pač nove možnosti modelov, velikih jezikovnih in drugih, ki smo jim pravzaprav priča. Pa bi se torej nedvomno nemudoma navezala torej na te preboje in zmožnosti velikih jezikovnih modelov. Morda za začetek, profesor Marko Robnik-Šikonja, kako delujejo te modeli in zakaj se nam včasih zdi, kot da znajo misliti? Mogoče nekje malo druge začel. Zdaj po mojem smo zelo slabo začeli to debato, ker pač mislim, da se na področju umetne inteligence zelo veliko različnih stvari dogaja in se ni dobro, da se samo na velike jezikovne modele skoncentriramo. Recimo to, da se zbirajo osebni podatki, to prav gotovo ni krivda umetne inteligence. To pač je že nek trend, ki je nastal z pojavom interneta, s tem, da imamo podjetja, ki od tega živijo, ki se reklame na ta način prodajajo. Potem tudi recimo lažne novice, jaz ne verjamem, da so zdaj prav posebej zaradi umetne inteligence kaj več se povečala. Poslušal sem pred kratkim enega politologa, ki je rekel, da lahko že nekaj stoletij sledimo pojavom lažnih novic, da pač
pač gre se za to, koliko smo jih sposobni prepoznati, pa koliko smo jih sposobni z neko izobrazbo pač ločiti in tako naprej. Zdaj pa mogoče bi pa res odgovoril na vaše vprašanje. Tako da, veliki jezikovni modeli so v bistvu narejeni skozi dve faze učenja so v bistvu narejeni. Prva faza učenja je, da jih učimo tako, da jim damo besedilo in jih naučimo, da napovedujejo naslednjo besedo. To pomeni, v bistvu se ne znajo napovedati, skozi znajo napovedati naslednjo besedo. To pomeni, če jim dejansko polko jih pa uporabljamo, če jim postavimo vprašanje, naslednja beseda je pač prva beseda odgovora. Tukaj začnejo in potem nadaljujejo ta odgovor. To pomeni, nimajo dejansko nekega drugega globokega znanja, ampak izhajajo iz tega, kar so v tistih besedilih, iz katerih so se učili, ki jih je pa seveda zelo veliko, pomeni ogromne baze podatkov, iz katerih se učijo, med njimi je tudi del slovenskega besedila, tipično je to Wikipedija, in potem pač znajo ti modeli zelo dobro napovedovati naslednjo besedo in seveda to generiranje tega zaporedja ne nujno privede do smiselnih odgovorov. Temu rečemo ta halucinacija, potem ti modeli dajo neke neumne odgovore ali pa nekaj, kar se nam zdi to pa res čisto brez veze. Zato, da bi to preprečili, so v bistvu snovalci teh pogovornih robotov, so dejansko začeli tako, da so rekli, ok, dajmo zdaj pa tem modelom nekaj primerov smiselnih odgovorov. Dajmo jih naučiti, da bodo na smiselni način klepetali z nami, da bodo smiselno odgovarjali na vprašanja, ne vem, iz medicine, iz naših osebnih zadev, recimo, da bodo znali povedati nekaj o biologiji in vseh ostalih področjih. Tako da so zbrali eno precej veliko zbirko teh odgovorov, na začetku je bilo okoli 50 tisoč takih odgovorov, zdaj je že okoli milijon takih odgovorov, in potem so rekli, dali so jih modelom, model jih je pač zgeneriral odgovore, ljudje so te odgovore popravili, bilo je več ljudi, ki so te odgovore popravili in potem so ljudje rangirali, so rekli, aha, ta odgovor je dober, ta je pa slab. In potem so naučili še eno nevronsko mrežo, ki se je naučila tega, da je ponavljala ta proces, ki ga počnemo ljudje, ko ocenjujemo odgovor. Ta je dober, ta je pa slab. Kako rangirali so jih. In potem je ta druga mreža učila to prvo, da je pri odgovarjanju na vprašanja, pri generiranju naslednje besede upoštevala tudi to, a je dejansko ta odgovor, a bi bil lahko to dober odgovor. In ta dva procesa skupaj privedeta do teh klepetalnikov, kot je recimo ChatGPT. In to je pravzaprav vse. Ta drugi model skrbi za to, da so ti modeli, recimo temu politično korektni, da znajo, da ne se zapletajo recimo v odgovore o, kaj jaz vem, o prostituciji ali pa o recimo, ne vem, temah, ki so politično občutljive za snovalce teh modelov. In to je način, kako delujejo. In seveda nimamo pravih garancij, da nam bodo dali vedno prave odgovore. To je problem, kot je profesor Bratko izpostavil. To je problem za te aplikacije, ki ogromno podjetij želi na podlagi tega narediti. In seveda ta problem bo s to tehnologijo ostal. To pomeni, in zato tudi nimamo še zdaj, čeprav je od pojava ChatGPT že skoraj eno leto, če nimamo prav veliko aplikacij, ki bi to izkoriščale na neke komercialne namene. Imamo recimo tako, ok, malo nam popravijo stavek, lahko se učimo jezikov z njimi, super so za učenje jezikov. Lahko kaj vprašamo, pa nam spis napišejo ali pa popravijo naše besedilo. Ampak nimamo pa nekih takih industrijskih aplikacij, nimamo takih aplikacij, ki bi bile res prebojne v tem komercialnem smislu. Ampak prebojne aplikacije imamo pa na drugih področjih, ki so zanimive za recimo industrijo. Recimo na področju računalniškega videa, tam je pa dejansko cel kup nekih res prebojnih takih aplikacij in vsa ta industrija 4.0 dejansko temelji predvsem na računalniškem videu. Trenutek, preden se predstavimo točno tja, samo to bi me zanimalo, pa je torej tehnološko možno zdaj pripraviti neke take detekcijske mehanizme, o katerih je govoril profesor Bratko, ki bi nam torej takoj povedalo, tole je generirano ali delno generirano s pomočjo umetne inteligence ali ne? Nekaj poskusov vsekako je, to pomeni, če bi vedeli točno, mislim, za vsak teh modelov je zdaj ogromno že, ni samo eden, ni samo ChatGPT, mogoče za neke komercialne namene, pa tiste modele, ki jih bomo mogoče še več videli, so zdaj ti odprtokodni modeli, kot je recimo Llama 2. In podjetja pa ostali uporabniki bodo predvsem te modele uporabljali za to, da bodo vgradili v svoje produkte.
Tako da vseh modelov ne bomo mogli pretestirati, ne? Vsi niso javni, tako da to je čisto nerealno. Če preidemo zdaj na področje računalniškega vida, tudi na tem področju, kot smo slišali, je ogromno napredek, velike zmožnosti. Torej, kaj so tisti ključni preboji, kaj vse pravzaprav omogoča, da dejansko lahko, torej da rečemo, da računalniški vid zdaj na nek način dejansko vidi? Vidi veliko bolje, vidi sigurno precej bolje, kot je videl 10 let nazaj, ampak bom tudi jaz začel tako, da mi ni bilo všeč, kam smo zaplavali na začetku. Ne? Če je bila to politična debata, bi skoraj po vsakem stavku profesorja Bratka zahteval repliko, ampak ker ni, nadaljujemo debato v bolj pozitivnem tonu in res bi rad, da ne izveni to spet še ena debata zgolj o potencialnih problemih umetne inteligence, ampak da se pogovarjamo predvsem ali pa vsej tudi o teh koristih, ki jih umetna inteligenca prinaša. Če govorimo o računalniškem vidu, res v zadnjem desetletju je bil nareden velik napredek z uvedbo, ponovno s pojavom, dajmo tako reči, globokih nevronskih mrež, ki omogočajo učinkovito učenje modelov, raznih napovednih modelov, in zdaj deluje na veliko bolj robusten način in na veliko več področjih, kakor so prej. Če je prej računalniški vid deloval v strogo omejenih pogojih, ko si imel omejeno svetlobo, ozadje in tako naprej, ne, zdaj deluje tudi v veliko bolj prostih pogojih in bolje. Ne. Mi se veliko ukvarjamo recimo s konkretnimi industrijskimi aplikacijami, kot je detekcija napak na površinah izdelkov, recimo. Ne. To je en tak primer, ker se ga ne da rešiti drugače. Dobro, tiste enostavne primere se je reševalo klasičnim strojnim vidom že kar nekaj let nazaj, ampak bolj zapletene, težavnejše probleme se ne da drugače kot z strojnim učenjem in globoko učenje se je izkazalo kot veliko boljša metodologija kot klasični pristopi, ki smo jih imeli prej. Se pravi, in ja, kot je Marko omenil, recimo v industriji 4.0 je temelji na smart zvezdica, pametna IoT, pametna big data in tako naprej. In gotovo so ne samo računalniški vid, tudi druge tehnologije umetne inteligence, strojnega učenja v industriji zelo pomagajo k nadzoru industrijskih procesov, k nadzoru kvalitete, k optimizaciji industrijskih procesov, ne? In to ima čisto konkretne posledice v izboljšanju recimo proizvodnje. Čeprav si lahko seveda nedvomno predstavljamo ogromno zelo koristnih rab računalniškega vida v industriji in še marsikje, se zdi, da verjetno domišljijo pa zelo burijo ti vidiki kreativnih rab računalniškega vida, tako da mogoče neko pogled v to spet, kakšna tehnologija je v ozadju tega, da nam danes lahko ob nekem pozivu pravzaprav generativna umetna inteligenca naredi sliko, video, fotorealistično podobo, ob kateri smo dejansko lahko povsem osupli. No, to je pa sploh v zadnjem letu, dveh, je pa res prišlo do zelo, kaj bo rekel, neka taka preskoka točno na tem področju, generativnega računalniškega vida, generiranje sintetičnih slik. In kako je Marko prej rekel, za velike jezikovne modele, za modeliranje jezika, je tudi pri računalniškem vidu pri generiranju slik sama tehnologija precej enostavna. Pravi, če govorimo recimo o difuzijskih modelih, ki so zdaj najbolj popularni, princip sam je dokaj preprost. Pravi, vzameš eno sliko pokvariš, vedno malo več šuma dodajaš na njo, pa še malo več, tako da na koncu jo pošumiš, da je popolnoma nerazpoznavna. Ampak v postopku, ko to delaš, se naučiš, kako sliko malce popraviti. Iz malo bolj pošumljeno, malo manj pošumljeno. In ko se enkrat to na dovolj veliki količini slik naučiš, znaš popolnoma zapackano, pošumljeno sliko rekonstruirati nazaj v sliko, ki lepo izgleda. In če temu dodamo še jezik, če se naučiš, če se model nauči, kako povezati besedilo z sliko, se pravi, če spet modelu pokažeš dovolj parov slik z opisami z besedilnim opisom te slike, se nauči povezati besedilo za sliko in potem zna zgenerirati takšno sliko, kot jo ti nekako zahtevaš. Tako da, zdaj smo prišli od tega, da namesto, da je slika vhod in ti model pove nekaj o sliki, kaj na sliki, detektira določene predmete, ali pa, kot sem prej rekel, detektira recimo anomalije na sliki, zna zgenerirati sliko.
glede na tvoj opis. Ne. In verjetno res, to je bilo v splošni javnosti zelo opazno v zadnjem letu, če primerjamo 2 leti nazaj, kakšne so bile te generirane slike, tem, kar zdaj vidimo, to je čisto nekaj drugega. Ne. In ja, strinjam se, to je zelo zanimivo, tudi uporabno, ne, za določene namene, ne. In rekel smo, da je posledice tega napredka, ki se je dogajal v zadnjem desetletju. Vsekakor je lahko učinek zelo mnogo močnejši kot recimo ta tehnologija v ozadju, za katero vedno znova pravite, da je princip zelo preprost. Rezultati so pa zelo kompleksni. Tako, res je, sama matematika, same formule, ki se od zadaj izvajajo, so precej enostavne, ne, ampak so tako povezane med seboj, da dobijo kompleksen rezultat. Ne. Je pa tudi res, da ti rezultati, o katerih se zdaj pogovarjamo, o teh generiranih slikah, so zelo vidni, zelo všečni, ne, ampak in v računalniškem videu in na drugih področjih umetne inteligence je ogromno rezultatov, ki niso tako atraktivni za splošno javnost, so pa izredno uporabni za ali v industriji, ali v medicini, ali v vsakodnevnem življenju. Ne. Mogoče niso tako opazni v javnosti, ne, ampak niso nič manj pomembni zaradi tega. Zdaj, eno od področij, kjer nedvomno pač lahko vidimo ogromen potencial za velik napredek in izboljšave v prihodnje, je verjetno področje medicine, bioloških znanosti, ampak morda, profesor Blaž Zupan, bi me zanimalo, kaj pravzaprav se vam zdi, da prinaša ta nova realnost, torej vse zmogljivejših multimodalnih sistemov, ki torej zdaj združujejo različne te zmožnosti, ki so bile včasih nekoč bolj parcialne in samo za enemu problemu namenjene, zdaj pa se nekako to združuje. Zdi se, kot da nas po svoje prihodnost prehiteva? Ne. Mislim, zanimiva je dejansko ta uporaba teh enih in istih pristopov na različnih področjih. Saj iz tega bil pravzaprav super članek oziroma intervju za Marinko Žitnik nekaj dni oziroma teden dni nazaj objavljen z vaše strani, ne. Kjer so te isti, mislim, zanimivo je to, da je pač tehnologija zadaj pač relativno, ali pa jaz bi rekel, absolutno preprosta, pa pač, ki jo daš na kup, ne, imaš ali besedila, ali pa slike, ne, ali pa napoveduješ, kaj se bo zgodilo, pač, če mutiraš kakšen gen v genskem zapisu človeka, ne. Ali pa ne vem, če kakšno malo spremembo pri kakšnem že znanem zdravilu ali pa učinkovini narediš. Jaz mislim, da to, za umetno inteligenco je kar naenkrat to zanimivo, da pravzaprav ta isti pristop, še enkrat, ne, ki temelji na enem zelo enostavnem principu, ne vem, križce pa krožce razmejiti z eno črto, ne, kako pravzaprav to lahko uporabimo povsod. Je pa res, ne, da sigurno pač so lingvistični modeli zdaj jasno najbolj donijo, zato ker pač je tehnologija tam, ki jo lahko vsi uporabljajo, pa zabavno je, ne, znajo vice pač povedati, pa lahko z njimi debatiraš, pa včasih so malo neumni in to pač zaradi tega je pač kar naenkrat plusno v to čez, ne. Prejšnje tehnologije so bile pa take, da so bile malo teže za uporabo, pa ne ravno zanimive za splošno javnost. Tako da jaz mislim, da ta preskok, ne, kljub temu, da je Ivan rekel, da je kar tako nenaden, je nenaden, ampak je vseeno zvezen, ne. Je pa zdaj eksplodiral pač to ne samo zaradi tega, ker so te prestop, mislim, predvsem zaradi tega, ker so podatki na voljo, ne. Recimo jaz se ne strinjam z Markotom, pa tudi s tabo, ker ste šimfala Ivana, ne. Ivan se mi zdi lepo navedel stvari, ki tudi nas žulijo in na katere moramo misliti, ne. In recimo ta prva, ne, zbiranje podatkov je prav ta, zakaj se pa podatki danes zbirajo? Saj ne zbirajo čisto brez veze, zbirajo zaradi umetne inteligence. Umetna inteligenca je pravzaprav tista, ki na koncu visi, zato firme zbirajo podatke, ne zbirajo zato, ker jaz vam pa 3 giga sem danes zbral, pa luštno zgleda. Ne, zaradi uporabe to delajo in vedno so delali to zaradi uporabe in zdaj, ko je pač umetna inteligenca eksplodirala, zdaj je šele ta prava tekma nastala, kdo bo tega več zbral na čim bolj nelegalen način, ker takrat se bo res plačal. Se pravi, trenutno se zdi, da je se razvoj, dogajanje na tem področju nekako eksplodiral, no? Je, ampak je zanimivo, kdo, ne, mislim,
včasih je stala za tem res akademija. Ne? Ti bi rekel, univerze so tiste, ki vodijo. Ne? V bistvu jaz se spomnim, ne, leta 1999 je bila tukaj ta zadnja res velika konferenca na področju, mogoče ne ta zadnja, ampak res velika konferenca na področju strojnega učenja. Ivan je bil program chair, konferenca je mednarodna konferenca o strojnem učenju. To je zdaj pač ogromna konferenca, ki je pač, ki vsi živi hodijo, ne? Ampak takrat je bilo to 200 ljudi na Bledu. Ne? Zdaj so pa vsi živi. Ne? In to, ki je pomenilo, da mislim, če pomislite, ne, tako, mislim, da Amazon je zdaj rekel, da bo dal 4 milijarde, ne, da bo svoj inštitut ustanovil. Nihče v akademiji nima tega denarja. Preselil se, mislim, jaz vidim en problem, ne, ta razvoj se je preselil izključno v firme. Ne, in zdaj mi na univerzi pravzaprav ne moramo več parirati tem inštitutom. Enostavno zato, ker nimamo dovolj denarja za elektriko, pa za stroje, ki jih imajo, pa tudi za ljudi. Ne. Razen, če hoče kdo na free prije za 1200 evrov, rabimo asistente. Vprašanje za vse računalničarje. Tukaj se je zgodil ta veliki preboj s to tehnologijo, o kateri toliko poslušamo, da je prišlo do revolucije, da gre za tektonske premike, ja ali ne, v zadnjem torej 10 letih, 2, kakorkoli. Ja, jaz definitivno se je zgodil preboj. Strinjam se z Blažem, da je razvoj zvezen. Ne? Mogoče ni linearen, zdaj smo dobili nek linearen, je prvi odbod, pa tudi drugi je precej pozitiven. Ne? Ampak ja, ta razvoj zdaj se je zgodil na ramenih prejšnjih odkritij. Ne? Tako da pa tudi, jaz mogoče sem slabo razumljen, jaz absolutno se strinjam, da je prav, da se pogovarjamo. Tudi to, kar si ti rekel, je vse res. Ne? Jaz sam pravim, da ni prav, da se samo o tem pogovarjamo. Tako. Morda ravno zaradi pač te debate o pač, torej, revoluciji, neznani prihodnosti, ki nas njo umetna inteligenca in razvoj in kam ga torej vodijo verjetno torej predvsem tehnološki giganti in tako naprej prinaša. Morda na tem mestu en skok nazaj v zgodovino. Profesorica Markič, konec koncev človeštvo se ne sooča prvič z pač velikimi in tektonskimi revolucionarnimi premiki. Recimo na začetku filozofije je figura znamenitega Sokrata, o katerem je zelo znano, da je zavračal pisavo, češ da bo pač zaradi nje človek prenehal misliti in da danes vemo zanj je zasluga njegovega pišočega učenca Platona. Kaj tole lahko iz pač perspektive teh in drugih tehnoloških pač revolucij rečemo o tej, ki nam je zdaj pred nami? Ja, težko rečem, kaj bo naprej, ne? To bi bilo absolutno preveč arogantno. Zdaj, seveda, imamo opravka z novimi orodji, vsaka nova orodja, vsaki novi stroji so seveda spremenili družbo na nek način. Imeli smo že pač revolucije, ki so recimo prinesle tudi drugačen družbeni red. In jaz mislim, da pač ves ta razvoj, ki gre, zdaj tukaj so kolegi, ki so mojstri umetne inteligence, hkrati je bilo pa opozorjeno tudi, da to prehaja v roke, mislim, podatki so v glavnem v rokah velikih korporacij, kar pač ne moramo zanemariti. Se pravi, mogoče zdaj gremo v neko smer, ki je vprašanje, a smo zelo zadovoljni ali ne, a lahko kaj naredimo ali ne, o tem bo mogoče več povedal kolega, ker mislim, da je to tudi pravno in predvsem pravno in politično vprašanje. Zdaj, včasih seveda človeka prime, da bi rekel, bom ludista, tega ne bom delal, ampak to seveda ni pravi odgovor in prava rešitev. Zdaj, moje mnenje je, da je tako, kot je bilo že rečeno, treba te novosti, ki zelo močno vplivajo na družbo, v vsakem segmentu v bistvu pregledati. Ker je bilo prej omenjeno, kaj bi lahko ti jezikovni modeli naredili v izobraževanju. Tudi, ko je kalkulator prišel v izobraževanje, nismo nehali učiti otrok upoštevanke pa teh stvari. Prav, jaz mislim, da tudi
to, ne, da ta orodja lahko uporabljamo samo takrat, če smo že izoblikovani. Ne. Tako da z tega vidika se mi zdi, da je treba mladino in vse nas pač učiti, kako ta orodja uporabljati, kako jih uporabljati kritično, ta izraz je mogoče malo neroden, ampak ja. Ne. Se pravi, zdaj smo soočeni z enim vprašanjem, ki je bil tukaj malo omenjeno, to je zaupanja. Jaz mislim, da tukaj nimamo pravih odgovorov, da institucije, recimo učitelja ali pa nekega mnenjskega voditelja, tudi starša, tistih, ki smo jim zaupali, recimo tudi peer review, ne. Zdaj, če bomo uporabljali za pač neke zanimive pogovore lahko umetno inteligenco oziroma pač te jezikovne modele, ne vemo, ne, jim ne smemo zaupati. Ne. Se pravi, lahko halucinirajo, vprašanje je, koliko jim lahko zaupam, kje imam zdaj neko merilo, kaj lahko z njimi naredim. Ne. In verjetno je edina možnost ta, da smo mi sami toliko izobraženi, da sami znamo pregledati, da gremo potem preveriti recimo primarne vire, ne, in se pravi, da nam bo to nek pomočnik, ne pa tisti, ki mu bomo zaupali kar tako bjanko. Tako da, ja, jaz mislim, da se tukaj odpira zelo veliko vprašanj, bi pa mogoče sam to še rekla, da tukaj zdaj govorimo o tem, ne, da se je zdaj taka velika revolucija zgodila, verjetno se je zgodila predvsem zato, ker imamo zdaj tako množico podatkov in smo zdaj v eni fazi dviga tega, da se bomo lahko s strojnim učenjem dobili nekaj novega. Ne. Ampak jaz bi vseeno opozorila, ker ste prej začeli s temi poletji ali pomladmi, pa zimami, pa spet poletjem, da v bistvu imamo tukaj tako klasično gledano recimo dva valova, ne. Prvi val, ki je bil bolj simbolni, in drugi val zdaj, ki gre pač na učenje, in to se nekako poklaplja s tem, da je bil prvi val bolj utemeljen na deduktivni logiki in formalnih sistemih, zdaj imamo pa učenje in indukcijo. Ne. In tukaj se mi postavlja potem vprašanje, če imamo induktivne modele, modele, kjer se uporablja statistika, ne, zdaj so lahko zelo dobri napovedovalci, ampak moramo spet paziti, na katerih področjih jih lahko uporabljamo. Ne. Prav jaz verjamem, da je to zelo zanimivo orodje in zelo močno orodje na tistih področjih, kot je recimo lahko naravoslovje. Tudi to, kar je profesor Bratko prej govoril, so bile pa vse vprašanja, ki se tičejo družbe. Ne. In tukaj se mi zdi, da je pa treba biti pazljiv, da ne bomo nekako preoptimistično gledali, da nam ti modeli lahko družbo modelirajo na tak način, oziroma tam, ki jih bomo uporabljali. Zakaj? Zato, ker uporabimo neke faktorje, ne pa vseh, ne? Kar pomeni, da lahko te modeli nekaj zelo važnega izpustijo. Drugič, če so induktivni modeli, če samo na teh podatkih se učimo, kam bomo prišli, se pravi, bomo samo perpetuirali tiste stvari. Ne? Prav, jaz dam tak primer, v začetku 20. stoletja ženska, ki je bila učiteljica, ni smela biti poročena. Ne? In če bi model učili na tistih podatkih, bi pač take rezultate dobili. Ne? Pa vendar smo potem prišli nekam naprej. Tako da verjetno je treba zdaj ob tem vsem navdušenju tega strojnega učenja in globokih nevronskih mrež in rudarjenja podatkov, mogoče se malo ozreti tudi v tisto prvo fazo, ne, in potem narediti kombinacijo. Jaz sem že brala, da se govori o modelih tretjega vala. Ne. To bodo verjetno kolegi lahko kaj več povedali. Ampak mislim, da so vsa ta vprašanja, ki smo jih v veliki meri dotikajo pač človeka in družbenih odnosov in uporaba tam je treba biti pa veliko bolj previden. Samo za zaključek, recimo, ne, če imamo neko posplošitev, model, ki nam zelo dobro lahko nekaj napove, če potem vzamemo enega ven in na njem to uporabimo, smo naredili logično napako. Ne. Tako da tukaj je treba biti pazljiv. Ne. Čeprav je lahko zelo dober, vsaj v nekaterih primerih, kot bo lahko kolega povedal, kot je pravo, ne, imamo drugače gledamo na te stvari. Se pravi, ne moramo, zato ker model zelo dobro napoveduje, pa nekomu narediti krivice. Statistika torej ne deluje dobro na posameznika. Če se zdaj preselimo torej na družbene vidike celotne tehnologije, kje bi vi, profesor Aleš Završnik, pač detektirali morda par ključnih nevralgičnih točk te tehnologije, s katerimi se je mogoče potrebno najbolj ukvarjati za vse, mislim, da ne bo časa. Ja, hvala lepa za vabilo na to mizo.
vedno se sprašujem, kje jaz pridem v to enačbo v umetni inteligenci, ne, pa moram vedno, se mi zdi, to razložiti. Ne. Pa če začnemo, recimo Harari pravi, mislim, da je to dobra prispodoba, včasih je bil boj za zemljo, ne, potem je bil boj za stroje in tovarne, danes je boj za podatke. Ne. Skratka, mi imamo lahko zdaj tukaj diskusijo in so večji strokovnjaki od mene tukaj o tem parnem stroju, ne, parniku, kako voda, kako vre in tako, pa rečemo, vse to nima nobene veze za družbo, vse tista voda je vrela in pač ti se pomika. Lahko imamo pa pač širšo debato o tem, kako se je začela moderna država, kako je kapitalizem se rodil zaradi tega in tako naprej. Ne. Skratka, družbeni odnosi so se spremenili. Skratka, imamo dva različna fokusa. Ne. Lahko se ukvarjamo s tem, kako deluje recimo računalniški vid, govorne tehnologije, kar pa mene zanima in tukaj jaz sprejemam to enačbo, je pa to, kar pljuskne ven, ne, iz tega, kako je to v družbi uporabljeno, kako je pač to v družbi povzroča škodo, individualno, okoljsko, lahko družbeno škodo, kar je recimo profesor Bratko omenil. Tako da te vidike jaz naslavljam. Ne? Pa to še ne pomeni, da nisem navdušen na to tehnologijo. Meni se zdi, da fantastične v bistvu možnosti tudi za preučevanje družbe so, recimo kako deluje pravo. Ne? Jaz kot osnovno sem pravnik, kako recimo razumeti pravo. Ne? Tudi v pravu imamo veliko črnih škatl, ne? Recimo pri napovedovanju. Pravo je zelo veliko napovedovanja. Ko se nekaj napovedujemo, ta bo pa pobegnil iz kazenskega, ta bo pa to naredil. Skratka, veliko je napovedovanja. In to je ta črna škatla napovedovanja, kjer ta orodja pomagajo. To hočem že reči. No, skratka, diskusija je lahko v teh osnovnih, ki pravite, samo moramo razumeti, da so tukaj profesori in računalništva, tako da za njih je to osnovno enostavno. Najbrž nam ostalim ni enostavno, ampak okej, te osnovni mehanicistični mogoče so enostavni, ne? Ampak kar nas zanima je ta odboj. In bistvo pa je, da mora tudi računalniška skupnost priznati, spoznati, sej očitno že to poznati, tako da ni nič novega, da so ti odboji negativni, ne? Vpliv na volitve. Ja, pač določeni te tehnologije so uporabljene tudi za takšne namene. In potem, ko ti odboji postanejo negativni, škodljivi, pridejo do nas, ne? Do pravo. Kaj pa zdaj vi? Ne? A ne boste nič odreagirali? A ne bi to regulirali? Ne? Kratka, mi smo tisti v tem jeziku pipeline, ne? Mi smo zelo na koncu, ne? Ker gre stvari narobe, pa je kao ste pa zdaj zregulirali to, pa kaj pa tu delajo, ne? In tako naprej. Hočem reči, če gledamo tako, mogoče smo prav začeli, ne? Smo začeli tam pri družbenih učinkih nekih tehnologij, ne? Pa gremo pa lahko nazaj gledati, da so to neki osnovni statistični modeli pri govornih tehnologijah, samo napovedujejo, pod narekovaj, samo napoveduje naslednjo besedo. To je res, ne? Ampak pa vidimo španski primer, deklice ne želijo v šolo, zato ker so nekdo uporabil sošolci, ne vem, neke generativne, te deepfakes, ne, globinske posnetke in tako naprej. To so tisti, kar pride do nas. Kaj zdaj narediti s tem in kako zdaj to zregulirati. No, samo to sem želel, nekako, da imamo to perspektivo, ne, na parnik ali pa na to, kaj parnik v družbi naredil. Ne, da so to različni, obe legitimni, bi rekel, perspektivi. Rekel bi, vrl bi se to na podatke, ne, če sem rekel prej zemlja, prva, ne, pol druga, novi vek, stroji, pa tovarne, pa zdaj tretji, ne, imamo podatke. Ne, in mislim, da je to ključni izziv, kar je, ne, kako do teh podatkov se prihaja, kakšni so ti načini podatkov, da se je tukaj pokazal v bistvu label faces in the wild, ne, me je Daniel recimo naučil, ne, ki so to zbirko podatkov naredili, so dobili največjo nagrado, če prav razumem, Evergreen, največjo nagrado za to, ker so to Label Faces in the Wild zbirko naredili in so jo dali prosto na voljo skupnosti svetovni, da so se lahko, skratka, neki, jaz predstavljam, neki benchmark so se tam zgodili, ne, da so lahko svoje modele primerjali s tem. Kaj želim povedati? Da je ogromno revolucijo povzročili so te velike podatkovne zbirke, recimo, če govorimo o računalniškem vidu, ampak vprašanje pa je pravno zdaj, kako so bile pa te zbirke zbrane? A so dali ti ljudje soglasje za te zbirke? Ne? A so soglašali s tem? Pa rečemo, ok, niso soglašali. Pa lahko rečemo, ja pa kaj pa, če niso soglašali? A ni korist tega, da je to nastalo večja od škode potencialne, ki njim nastala? Ne? Tukaj pa zdaj pravne finese pridejo tehtanja, kdaj je zbiranje podatkov tudi brez soglasja lahko legitimno, če so koristi tako velike. Ne? In tukaj, to je pa pravno-politično vprašanje, na katerega imamo lahko v različnih aplikacijah različne odgovore. Ne? Lahko končam, lahko pa še kaj povem o tem, o GDPR-ju in tako naprej. Ja, vsekakor bi me na tem mestu zanimalo, koliko pač lahko zdaj veliko govorimo o tem, kaj naj bi tukaj vendarle pomagala regulacija, ki se pripravlja v Evropski uniji. Po vašem mnenju,
kje najti tisto mejo med škodljivimi učinki in pač možnostmi, ki jih tehnologija ponuja. Predvsem, da se jo usmeri tako ali drugače v torej družbeno boljše smeri. Ja, bi rekel, neka zakonodaja še nastaja, recimo akt o umetni inteligenci, tipično, o njem se veliko govori, jaz sem dobil že 20-30 osnutkov, tako da me že glavo boli, kaj je zdaj ta zadnja verzija, ki je tukaj interesov, to se vse čas, to je tako fluidno gradivo. Ampak, če gremo en korak nazaj, imamo recimo uredbo o varstvu osebnih podatkov, a se ta uredba spoštuje? In potem vidimo uveljavo v članicah Evropske unije in da kar povem svojo travmo, kako naj mi v Sloveniji pridemo do nekih osebnih podatkov za poročevanje družbe. Kot družboslovci na Inštitutu za kriminologijo nas zanimajo vzroki kriminalitete. In bi ta orodja z veseljem tudi novejša uporabili, če bi prišli do pač surovih podatkov, surovine, s katero bi lahko delali. In uredba o varstvu osebnih podatkov velja neposredno v državah članicah. To pomeni, bi rekli, da zakonodajalec je neki evropski naredil, torej ni več problema, zdaj pa to zregulirano. Jaz vam povem, da je ogromen problem. V Nizozemskem pridejo do teh podatkov brez težav. Katerih podatkov? Recimo podatkov o tem, kako so podatkov davčnih podatkov, podatkov o prebivalstvu, podatkov o predkaznovanosti, to bi mene zanimalo, ker bi lahko videl, da so ljudje, ki potajo na kriminalna pota, ki stopajo, vidimo, da so iz takih in takih družin izvirajo, da so toliko in toliko izobraženi, da je bila soseska takšna in takšna, ima tudi podatke o soseski. Skratka, želim reči, da tudi osebni podatki, ki so gorivo, neka bi rekel osnova umetne inteligence, da mi kot javne inštitucije ali pa neprofitni zavodi izjemno težko pridemo teh podatkov. In tukaj mislim, da je ključna ločnica, na kateri je Zupan opozoril, da imamo te big tech in te velike, bi rekel, zasebne, ki do teh podatkov pridejo s tem, da sam splošne pogoje, recimo Zoom je spremenil splošne pogoje za uporabo, kjer je navedel, da se vsi podatki, vse snemanja, oni lahko te podatke uporabljajo za svoj razvoj svojih tehnologij. Tako oni nimajo problema priti do podatkov. Mi kot neprofitni zavodi, javne inštitucije pa težko pridemo do podatkov, dokler je tukaj varstvo osebnih podatkov, ker države različno imajo potem to tehtanje opredeljeno, kdaj je izjema za raziskovalne namene možna ali ne. Skratka, sam, če sklenem, uredba o varstvu osebnih podatkov govori o pomenu podatkov za razvoj znanosti in določa v 89. členu tudi to, da so pravice včasih lahko derogirane, da če raziskovalci podatke uporabljajo za neke raziskovalne namene. Ampak zdaj pa hudiče v detajlih, kateri so tisti raziskovalci? A lahko pride neko vulkanizersko podjetje, ki je avtomobilom gume mena, pa reče, mi imamo raziskovalni oddelek, mi smo raziskovalci, mi hočemo vse podatke o te. Ali mora biti to javna inštitucija? Kdo je zdaj tisti raziskovalec? Kdo rečem, da je hudič v detajlih? Skratka, to tehtanje, kdaj lahko pridemo mi do osebnih podatkov, je pa zelo različno med državami članicami. V Sloveniji je to tehtanje zelo prid podatkovnim subjektom. Mi ne moramo priti do osebnih podatkov, zlahka. To je izjemno težko, to je praktično nemogoče. In ko primerjam naše raziskave z raziskavami v drugih kolegov v Evropski uniji, pač capljamo v zadnji, ker ne dobimo podatkov. Tako da, hočem reči, bom na tej točki zaključil. Varstvo osebnih podatkov je ena ključna meja tega, ampak tudi režim varstva osebnih podatkov dopušča zbiranje podatkov za raziskovalne namene. Se pravi, dokler smo odvisni od velikih podatkov, odtegne biti takale regulacija pravzaprav v nekih kontekstih kontraproduktivna. Kakšno mnenje na... Da ne bom monopoliziral. Ja, mislim, problem je tle, kot je Aleš povedal, tle mi tekmujemo s celim svetom. In potem, ko so ta pravila drugačna v različnih državah, recimo to zbirko slik, ki je omenil, v Evropi jo že problematizirajo. ZDA nimajo težav s tem, da ne govorimo Kitajske. In potem si avtomatsko podrejen položaj, ko športnike tekmuje z dopingiranimi športniki. Tam je prepovedano povsod. Tako da po drugi strani je pa prav, se pa moramo zavedati, da določene stvari pa niso dopustne. In tle recimo res ta pravila, splošno veljavna pravila bi bilo treba doseči in se po njih ravnati, da zaščitimo zasebnost in tako naprej, hkrati pa ne zaviramo razvoja, to pa ne tako parcialno. Dejstvo pa je, da so ti podatki res, brez podatkov ne moreš nič narediti. Prej smo omenjali problem detekcije napak na površinah.
na stotine, mogoče pretiravam, če rečem na stotine, ampak ne vem, jaz vsak dan, dobesedno vsak dan verjetno v povprečju dobim en članek v recenzijo, ki se ukvarja s to tematiko. Ne. Ampak na svetu ne obstaja ena dobra zbirka podatkov, slik na to temo. Mi smo izdali 2 z enim podjetjem, da smo se zmenili z njimi, da lahko. Ne. Sicer je pa to zelo težko, ker podjetja tega nočejo dati ven. Ne. In če bi bil ta razvoj še toliko hitrejši, ne, tako da tega se moramo zavedati, ne, da veliko stvari temelji na podatkih in če sodelujemo pri tem, pa tudi kar se tiče, ne vem, kode, ne, računalništvo je zdaj zelo res v zadnjih letih in samo računalništvo je taka disciplina, ker enostavno vsak članek, ko objavimo, ga damo v javni dostop. Na arhivu v bistvu objavimo vse, kar delamo. Ne. Tudi kar se tiče programske kode, vse univerze na svetu več ali manj se to objavlja in nekatera podjetja pa ne. Ampak tak hiter razvoj v zadnjih letih je bil narejen ravno zaradi tega, ker gre vse v javni dostop. Ne. In tako, eden z drugim, eden na vrhu drugega, se ta način razvoj lahko pospeši. No. In to prakso bi bilo dobro nadaljevati tudi naprej. Ja, jaz bi rekel, kako moramo kot družba se marsikaj na tem področju regulirati, ne, in se pač dogovoriti o nekih pravilih, o nekih načinih, kako bomo to počeli, kot velja tudi za vse ostale tehnologije, ne, kot na področju bioinformatike, pa recimo genskih manipulacij, bomo ravno tako sprejeli neka pravila. Ne, tako da pač ja, te tehnologije, ki so pomembno vplivajo na družbo, ki jo lahko spremenijo, seveda, potem jih mora družba regulirati. Ne. Dokler smo nekje v nekem kotu, kjer nikoga nič ne brigamo, potem se s tem nam ni treba ukvarjati. Ne. Ampak v resnici bi pa povedal še nekaj o jezikovnih podatkih. Ne. Skakaj, mogoče bi poudaril ta javni interes. Ne. Skakaj, smo mi recimo kot recimo v Sloveniji, smo zainteresirani za to, da bi imeli modele, ki bi dobro slovensko govorili, ki bi recimo dobro slovenske napake recimo jezikovne odpravljali. Ne. Če smo, potem moramo do neke mere dopustiti zbiranje teh jezikovnih podatkov, vsaj za take namene, ki bojo to omogočili tako javnim institucijam, kot pa tudi recimo podjetjem, ki bi hoteli taka orodja delati, da bojo to uporabljali. In zdaj trenutno je to pač omogočeno in meni se zdi, da ti modeli dejansko, tem, ko začunajo dejansko samo to distribucijo, verjetnost naslednjih besed je pač recimo v ZDA, velja to princip poštene uporabe, in to se jim zdi, trenutno se to, kakaj je družbeno to dopustno, in se zdi, da je to poštena uporaba, če samo vzameš besedilo, zato da se boš naučil distribucije besed iz njega. Ker nisi se nobenih konkretnih besed iz tega naučil, nobenih konkretnih tekstov. Lahko bi pa to naredil, ampak to je pa seveda, s tem pa si pač kršil neko zakonodajo na področju avtorskih pravic. Ampak rezultati nekaterih teh jezikovnih modelov so pač lahko napisani v slogu nekega pisatelja ali pa ustvarijo sliko v slogu nekega slikarja ali pa naredijo filmček, ki izgleda, kot da ga je naredil kakšen režiser, in na to temo imamo torej tudi tožbe zdaj v ZDA, ki so nekako odprto polje. Seveda, če pač to naredimo, pač kršimo to zakonodajo. Še lažje to naredimo, kot se je dalo prej, s tem se strinjam, ampak še vedno je odgovornost tega ustvarjalca, da bo to naredil, a ne bo tega naredil. In seveda, bo to objavil nekje. Dokler samo pri sebi zgenerira neko pesem v stilu, ne vem, Franceta Prešerna, France Prešeren je zdaj že njegove avtorske pravice so že iztekle, ampak recimo kakega sodobnega pesnika, dokler to naredi samo pri sebi in gleda, nikjer ne objavi, je to v redu. Potem pa, ko pa bi hotel to objaviti, bi bilo pa seveda to kršitev avtorskih pravic. Razen, če bi jih morda ustrezno navedel? Mislim, tukaj je, Zdaj, marsikje se izpostavlja tudi ravno zaradi pač torej varstva samih podatkov, ki dejansko jih prepuščamo torej jezikovnim modelom, ko pač sprašujemo, se pogovarjamo in tako pač te podatke je možno pač spet z druge strani pobrati ven, se učiti na njih naprej. In iz tega vidika se pravzaprav vsaj v ZDA, pa tudi drugod, domnevam, že razvijajo pač točno posebni modeli, ravno zaradi tega, da lahko je neko podjetje, neka, ne vem, zdravstvena institucija prepričana v čim večjo varnost pač teh svojih modelov. Bi potem torej potrebovali pri nas v Evropi pravzaprav zgraditi svoje velike jezikovne modele, svoje, ne vem, medicinske modele in tako naprej.
to se dogaja, ne? To pomeni prav gotovo zdaj nastaja. Kako hitro pa je to? To se dogaja hitro. To pomeni, že obstajajo recimo jezikovni modeli, ki so recimo Kitajska je zgradila jezikovni model, ki je pač recimo nekako v skladu z njihovo pač ideološko doktrino, ne. Ravno tako obstaja, bo zelo kratkem obstajal model, ki bo v skladu recimo s krščansko doktrino ali pa z muslimansko, ne. Ja, taki modeli bodo nastajali. Bomo morali vedeti, kater model uporabljamo, da bomo dobili ustrezne odgovore, kot jih želimo, ali bo? Ja, seveda. Recimo. Zakaj ne? Seveda. Za vsako stranko svojega. Če ima stranka zadosti besedila, ne? In zadosti intelektualnega potenciala, da jih bo ustvarjala. Ja, če tako rečem, pri teh velikih jezikovnih modelih, ne v pravnem smislu gre za to, kar ste omenili, ne, te kršitve pač pravic intelektualne lastnine, ampak tukaj je določena ena izjema za podatkovno rudarjenje, ne. Po drugi strani pa se mogoče pozablja, kaj pa je pravo varstvo osebnih podatkov, spet tukaj se neke besedila zbirajo in vam povem spet konkretno aplikativni projekt, kjer skušamo priti do neke govorjene besede, ki v Sloveniji, pač zelo malo govorcev nas je v primerjavi z drugimi večjimi jeziki, bi rabili zelo veliko v bistvu teh govorjene besede in do tega je zaradi varstva osebnih podatkov izjemno težko priti. Recimo občinski sveti, imamo v Sloveniji 212 občin, osebno smo bili v skupini, ker smo pisali 212 občinam, naštudirali njihove odloke, ker se občinski sveti snemajo. To je ta, bi rekel, groundwork, tisto trdo, tlakovano delo, kako priti do podatkov. In vam povem, pač polovica občin je rekla, da teh podatkov ne more dati, ker so osebni podatki občinskega sveta, neke občine teh podatkov pač ne posnamejo, nekateri so nam jih poslali po ključku, nekateri so jih naložili na en strežnik, nekateri imajo kar kanal na YouTubeu. Skratka, to je tista realnost slovenska v bistvu o podatkih. No, samo to sem želel reči, da je tukaj ena velika tema je pač pravo intelektualne lastnine, druga tema je pa pravo varstvo osebnih podatkov, ki to ščiti. Eno področje bi me zanimalo, v Evropi se je veliko govorilo pač o tem, da bi želeli pravzaprav zastaviti nekakšen alternativni pristop, razviti pač modele umetne inteligence, ki bi upoštevali človekove pravice, ki bi pač bili etični, ki bi torej bili razložljivi. Kako pravzaprav gledate na ta potencial, koliko pač lahko to se uveljavi kot neka alternativna pot? Je tukaj nek prostor, da iz teh poti nastane neka boljša, drugačna, ali je to zdaj nišna zadeva, glede na to, kako pravzaprav je prevlada tistih tehnologij in aplikacij, ki jih uporabljamo realno in preizkušamo pravzaprav ameriška zgodba. Ja, to pomeni, Evropa je pač trenutno tehnološko toliko zaostala, da pač moramo biti priznati, da pač teh modelov velikih so se vsi razvili v ZDA. Nekateri so se tudi vsaj tehnologija za njihovo izdelavo. Imamo tudi neke evropske modele, ampak so uporabili pač to že obstoječo tehnologijo. Zdaj, ta vprašanja, ki ste jih izpostavili, to pomeni zanesljivost teh modelov, etičnost teh modelov, so pa kar močno tudi raziskovalna vprašanja. In dejansko cel svet dejansko zdaj poskuša na teh temah delovati, da bi ti modeli bili bolj razložljivi, da bi se dejansko znali obrazložiti, kaj se dogaja, je že kar nekaj napredka se zgodilo na to temo, da bi medtem ko pa ta, recimo, če ste zanesljivost, je pa kakšna napreduje, ne bi rekel, ampak napreduje s količino podatkov, ki so preverjeni. Ampak ta proces je dokaj težaven in počasen. To pomeni, da bomo imeli zadosti podatkov, da bomo lahko pokrili vse te luknje v vseh teh potencialnih kočljivih vprašanjih in odgovorih. Dejansko bo to na tak način potekalo. Nikoli pa ne bo perfektno. Pa moramo zavedati, da je sama v osnovi že ta tehnologija napovedovanja naslednje besede je v osnovi že nekaj, kar nam ne bo omogočalo perfektnih rezultatov. Tako kot je v splošnem velja za strojno učenje, strojni modeli strojnega učenja so verjetnostni modeli. Napovedujejo neke stvari z določeno verjetnostjo. Lahko jih uporabimo tudi na posamezniku, uporabimo jih, recimo napovedujemo, ta pacient bo pa z veliko verjetnostjo
pač ne vem, zbolel ali pa nekaj takega, dajmo ga poklicati na pregled, ni pa to 100%. In tudi človek ni 100%. Dajmo se zavedati, da tudi človek ni 100%. In dajmo se zavedati, da tudi ko poskušamo razložiti, kako smo mi do nečesa prišli, tega ne znamo. Ta razložljivost je tudi pri človeku zelo vprašljiva. In če hočem vam recimo eno stvar razložiti, potem moramo imeti nek skupen jezik, moramo imeti neko skupno predznanje in potem rabimo neke take koncepte, ki jih bomo lahko uporabili pri tej razlagi. In tukaj pač na veliko področjih tega ni. Zato je pač ta razlaga je pač tudi raziskovalno vprašanje, ki se zdaj po posameznih področjih dejansko izboljšuje. Ja. Samo kratko, da dodam, tle se zelo strinjam. Jaz mislim, da je, mogoče smo zdaj že pač napredovali tudi v tem, da splošna javnost to ve, ampak jaz mislim, da je bil ena večjih ekvivokacij, ki je zastopala, je to, da ljudje mislijo, če imamo stroj, potem je ta stroj tisti, ki je objektiven, ki bo nekako 100% naredil. In to, da ljudi izobrazimo, to stvari delujejo. Tukaj se mi zdi, da je kolegi iz FRIA, ki pač imajo to idejo, da je treba te stvari izobraziti že otroke v šolah. Prav, če bomo vedeli, kaj ti programi pa sistemi delajo, jih bomo znali tudi kritično ovrednotiti, veliko bolj. Če pa mislimo, da je to, in moja generacija recimo je bila še naučena s tem, da stroj pa nekaj, kar dela objektivno. Tukaj imamo pa zdaj upravka pač z drugačnimi modeli, ki pač napovedujejo, ki so verjetnosti probabilistični in tako naprej. Skratka, to je treba ljudem povedati in potem bo tudi mogoče teh strahov ali pa teh kritik manj, zato ker bodo vedeli, kaj lahko od njih pričakujemo. Jaz imam eno ali pa dve vprašanje za Marka. In sicer, če sem jaz prav razumel, tvoja trditev je, da sama tehnologija velikih jezikovnih modelov ima tako močne omejitve, da preko njih ni mogoče iti. Se pravi, kolikor hočeš to izboljševati, bodo še vedno napake in ni nikjer niti teoretično možno garantirati popolnost. Dobro, mene bi zanimalo, če bi pojasnil, zakaj se jaz slutim, v čem je stvar, ampak bi me zanimalo, v čem je res ta omejitev v fundamentu. Druga stvar pa bilo tudi vprašanje glede učenja jezikov, kot so slovenščina. In tukaj pa recimo, a bi bila to je tvoje področje, in a bi bila tvoja ocena, da je zdaj slovenščina, ki jo ChatGPT govori, da je skoraj popolna. In mislim, zakaj je ta slovenščina veliko boljša kot pa to, kar naši generatorji slovenščine zmorejo? Ja, to pomeni na prvo vprašanje. To pomeni, ti modeli so dejansko, kot sem že povedal prej, ko sem razložil, kako delujejo, so generatorji naslednje besede. Potem damo na vrh ta sloj, ki dejansko jih korigira, pa ki jih naredi zato, da so prijazni, pa da nas popravlja, ampak v osnovi ti modeli, ko generirajo naslednjo besedo, vzorčijo iz distribucije pač možnih naslednjih besed. In seveda pač to vzorčenje je pač nujno napačno, je pač nujno probabilistično in zaradi tega tudi včasih napačno. In pač mimo te omejitve ne bomo prišli, zaradi tega, ker tudi če damo na vrhu 10 milijonov možnih vprašanj, dejansko obstajajo zdaj prav, bi rekel, ne vem, ljudje, ki se ukvarjajo s tem, kako so ti modeli šibki, kako jih okoli prenesti. In obstaja cel kup načinov, kako to narediti. Te luknje niso zakrpane in pač še zdaj pa ne bojo. Ker so pač v osnovi je to fundamentalni problem. Zdaj, drugo vprašanje je bilo pa glede slovenščine. To pomeni, ti modeli so bili dejansko na dokaj, mislim, ti res največji modeli, so bili na zelo majhnem deležu slovenščine naučeni. Pomeni, da so se naučili tako dokaj veliko stvari, recimo v slovenščini ne znajo. To pomeni, ne znajo malo bolj zapletenih metafor ali pa idiomov ali pa tudi nekaj, marsikaj ne znajo tudi bolj v nekem, recimo prenesenem pomenu povedati in tako naprej. Skratka,
te osnove tega jezika bi pač morali jim nekoliko več teh jezikovnih podatkov dati. Ne. In to se bo preko vse zgodilo, ne, pač taki projekti že obstajajo zdaj, ne. Ampak v tem trenutku to ni res, ne. Je pa dejstvo, ne, da pač, ko mi ta model vprašamo, ta model nima ločenega dela za slovenščino, pa ločenega za angleščino, pa ločenega za francoščino, ne. Mi ta model vprašamo, ne, če ga vprašamo v slovenščini, potem je seveda najbolj verjetna prva beseda odgovora slovenska in potem naslednje so tudi slovenske. Ne. Na ta način pridemo do slovenščine. Medtem ko pa ta skupna logika teh modelov, ne, to meni to, če bi rekli, to konceptualno znanje, ki ga imajo, ne, malo to antropomorfiziramo, ne, je pa skupno, ne, to pomeni, v nekem skupnem latentnem prostoru je to znanje predstavljeno. Ne, in potem slovenščina je samo en tisti izrazni, tisti output, ne, tega modela. Ima potem model nek tak meta jezik in ga samo prevaja v konkretne jezike. To, kot si predstavljamo, recimo, če se lahko predstavimo analogijo z možganja, ne, pač tisti jezikovni, ne, en del, ki dejansko generira jezik, je sorazmerno majhen del, ne. In vse ostalo je pa pač neko znanje, pa neka logika sklepanja in tako naprej je pa pač skupno. Ampak vseeno, glede na rezultate, ki se pač so dokaj nazorni, se lahko zdi, da torej, če so te osnovni algoritmi, ki so tu v ozadju dokaj preprosti in je ključna pač torej enormna količina podatkov in pač pravi algoritmi, ki jih povezujejo, nekako dobimo pa kompleksne rezultate, ki so na nek način lahko zelo primerljivi z kreativnostjo človeka in našimi napakami in našimi slepimi pegami. Ja, mislim, kreativnost je čisto drugo vprašanje. Kreativnost lahko dosežemo samo tako, da uporabimo generator naključnih števil, ne, pa bomo dobili nekaj novega, kar še nihče ni prej poskusil. Ne. Tako da tukaj ni nam treba biti preveč presenečeni, da so lahko ti modeli generativni. Med testi, ne, ker vemo, kako veliko raznih testov pravniških, medicinskih te modeli izvrstno upravljajo, ne, tudi testi kreativnosti, ki smo si jih zaenkrat zamislili, so ravno tako pač bolje pisani velikim modelom kot očitno večino. Drugo vprašanje, ne, mi v bistvu dejansko zdaj testiramo teste, ki so bili narejeni za ljudi, jih testiramo na stroju, ki čisto drugače deluje. Ne. In to ni čisto v redu, ne, če smo tako z konceptualnega vidika, ne, če smo natančni. Ne. To je tako, kot da bi rekli, ok, zdaj imamo recimo mi kot ljudje, ne, se naučimo, ko hočemo narediti izpit za avto, ne, se naučimo pravil. Ne. Zdaj bi pa s temi istimi pravili zdaj avto, neko pa avto deluje, ko mora proizvajalec ga recimo dokazati, da prav dela, je po nekih drugih pravilih ocenjevan. Tako da zdaj smo pa v bistvu ta dva svetova zmešali. Zdaj na eni strani imamo orodje, ki sicer nekaj zelo dobro počne, ampak ni človek. Ne. In človeški testi na nek način niso primerni za to. Ne. Ti modeli se jih naučijo ponoviti, ne. Nimajo pa te prizemljenosti, da bi znali dejansko to logično sklepati ali pa uporabiti v takih situacijah, kot bi mi dejansko to hoteli. Pa obstajajo metode, ki bi zdaj znale prilagoditi te teste tej računalniški logiki? Ja, mislim, da to je pa eno tako zelo, bi rekel, vroče raziskovalno področje. Dejansko se zdaj, več stvari je tukaj zdaj, ne, izgleda, da so ti ustvarjalci teh modelov, ne, da so dejansko naučili te modele tudi na odgovorih. Ne. Tako da dejansko veliko boljše delajo ti res veliki jezikovni modeli na testi, ki so bili pred letom 2021, ne, ko je bil ta res, recimo tega ChatGPT-ja, ne, kar delujejo super, ne, na testi, ki so pa kasneje nastali, pa delujejo bistveno slabše. To je ena stvar, ne, to pomeni, dejansko so malo goljufali, ne, v bistvu je bilo nekaj tega prenosa informacije, ne, iz pravilnih odgovorov dejansko v vprašanja. Ne. In cela ta skupnost, ne, ki je dejansko ogromno nekih takih benchmarkov, nekih takih testov ustvarila, je zdaj v težavah, ne, zato ker ti testi več niso veljavni. In to je eno tako zelo intenzivno raziskovalno področje, kako narediti zdaj bolj primerne teste, ne, ki bodo točno to počeli, ne, kaj je profesor Bratko vprašal, ne, in seveda, ki ne bojo, zdaj bojo vsi v prihodnosti zelo pazili, da ne bojo vseh odgovorov dali, ne, objavili nekaj na internetu, ki bojo pač potem v teh modelih avtomatsko znali. Dve stvari.
Kaj lahko nam poveste o torej, tem, kar se nam obeta v bližnji prihodnosti? Modeli se razvijajo hitro, integrirajo se, postajajo vse bolj multimodalni. Kaj nas bo presenetilo konec letošnjega novembra okvirno? Kdorkoli? No, ena stvar, ki nas bo presenetila, verjetno še prihodnji teden, ne vem, kdaj bomo tudi v Sloveniji dobili ChatGPT V4, pravi multimodalno verzijo, ki vključuje tako jezik, kot tudi slike, se pravi, ko boš lahko ti vprašal, pogovarjal s ChatGPT-jem, kaj je na sliki in nekako bo to razumevanje zdaj slike vključil svoje odgovore, bomo videli, koliko dobro deluje in tako naprej, ampak ja, sigurno ena smer je povezovanje teh različnih modalnosti, se pravi video, zvok, slika, jezik. Tako tudi človek dela. Človek vse možne informacije, ki jih lahko nekako dobi iz okolja, združi in potem na osnovi tega sprejema neke odločitve. Tako da ena izmed... In tudi ta tehnologija, ne vem, kdo je Blaž, sem zdaj prej rekel, je res ta tehnologija globokih nevronskih mrež, ki je nekako v ozadju vseh teh modelov in aplikacij, o katerih se danes pogovarjamo, je zelo podobna, je enaka. Zvratno razširjene napake je ta glavni mehanizem učenja vseh teh mrež, in zaradi tega je zdaj veliko lažje združiti vse te modalnosti skupaj. In zaradi tega, ker je več informacije, je lahko potem samo zmogljivost teh metod veliko močnejša. Tako da to je zagotovo ena izmed stvari, ki bodo zelo aktualne in v naslednjem letu, recimo. Ampak ste, profesor Zupan? V bistvu, če povem po pravici, bi mene konec novembra še najbolj presenetil sneg, ampak še bolj, pa to, da bi recimo en od ministrov, ali pa mogoče šef vlade, rekel, da pa zdaj tega dost, da Slovenci v tej tehnologiji ne vemo čisto nič, in da dajmo to v šole. Ker to, kar ste se prej pogovarjali, pač kaj ti modeli zmorejo, pa ne, jaz mislim, da je tle Marko ful dobro razložen. Pač to je pač en generator, mislim, pač te modeli jezikovni, pač generira besede in to naredi malo kontrolirano pač z enim drugim modelom. Mi pa zdaj to preučujemo in govorimo, laže ali pa halucinira, ali pa mislim, to govorimo zaradi tega, ker ne poznamo, čemu namenja ta tehnologija. Približno tako, ker še bi šel, ne vem, v Bauhaus, pa bi rekel, poslušajte, prodali ste mi kladivo, pa se ga prinesel nazaj, zato ker ful slabo žaga. Mislim, trenutno razumevanje umetne inteligence na tem nivoju pri nas. Splošna javnost in odločevalci v Bruslu, tiste, ki bojo pač sprejemali tele zakone, po mojem nimajo pojma o tem, kaj pravzaprav to je. Slovenija je pravzaprav področje računalništva oziroma algoritmičnega razmišljanja totalno zanemarila. Tle smo zdaj za vsemi. Jaz sem mislil, da mogoče so še kakšne države, take kot v Sloveniji, kjer pač rečejo, ok, bolj pomembno je, da imamo še kakšen drug jezik, ali pa ne me narobe razumeti, še malo bolj na družboslovje zavijemo, inženirstvo pa ne rabimo. Ampak zdaj se izkaže, kako je to pomembno v teh debatah. Ker te debate, ki vidiš pač v časopisu, mnogokrat berem članke, si rečem, a je to možno, da nekdo tako fundamentalno ne razume umetne inteligence in piše take neumnosti. Mislim, da v tem svetu je bilo ful dobro, da tudi družboslovci recimo razumejo te stvari, pa ne vem, filozofi, pa pravzaprav vsi. Na edin način je to, da to damo v šole. In da mislim, da ta način so rezonirali tudi druge države, recimo Finska, Danska, Estonija, tipičen primer. 10 let nazaj so se zavedali, en del, recimo, to je algoritmično razmišljanje, moramo dati v šole zato, da bomo lahko novo generacijo pač zaposlenih imeli, ali pa novo generacijo državljanov, ki bo razumela te tehnologije, ki jih bo znala uporabiti, ki bo pač dvigovala standard držav. V Sloveniji tega nismo naredili. Zato bi jaz rekel, novembra, če pride en minister pa udar po mizi pa reče, dosti imam tega, naslednjo leto bomo dali pač algoritmično razmišljanje, računalništvo, pa umetno inteligenco v šole.
To me ful presenetilo, bolj kasneje. Pa je pravzaprav zadosti, če bi dali torej vse te predmete samo v šole in potem morali čakati 15-20 let, da bi imeli odrasle ljudi, ki so kos torej tehnologiji in vemo, kje bi verjetno bila takrat tehnologija. Ne bi bilo skoraj nujno, da bi bilo to širše obvezno ali pa nemara na fakultetah. Čez 15 let bi bilo ful dobro, zato ker takrat enkrat grem jaz v penzijo, se mi zdi. Tako da bi bilo to že tako pravilo temperano. Ne. Mislim, vse jasno, vse ne samo šole, ne. Evropa se dosti, ampak tako, Evropa to dela drugače, ne vem, če veste. V Ameriki to rečejo, dajmo probati, ne, pa dajo to v šole, ali pa tako, recimo, v Houston hodim, kamor je zdaj rekel pač Houstonški šolski distrikt, Houston ima pač 4,5 milijone ljudi, je rekel, wow, dajmo v inteligence v vse šole, se pravi, to je pač država, ne, ki je 2,5-krat toliko velika, kot Slovenija, bo to dalo šole brez problema naslednjo leto, če bomo to naredili, ne. Sloveniji pa to ne damo, ne, in je to problem, ne, ali pa Evropa se meni zdaj, v enem projektu sodelujem, kjer se menijo, kako bomo izobrazili zaposlene v industriji, ne, tako, ali pa ampak to dela tako, to je 5-letni projekt, ne, ta prve 4 leta se razmišlja o tem, kam gre umetna inteligenca, ta 5. leto se bo pa en pilot naredil, ne. Na ta način ne delajo Američani. Američani bi ta prvo leto pilot naredili, pa razmišljali, če ga treba kaj popraviti. Tako da Evropa je ful počasna na tem področju. Tudi ta regulacija tega, mislim, napreduje pač, mislim, prednost ima, ne, oziroma prednost daje v razmišljanju, kako bo tehnologijo regulirala, ne, ki jo noben pač v državi ne bo razumel. In jaz bi to malo obrnil, ne. Jaz bi rekel, dajmo najprej naučiti ljudi, kaj je to, ne. Pol pa zraven, ker bodo te ljudje pač razumeli, kaj se dogaja, ne, dajmo pa tudi pač regulirati področje, ne, tako da bojo razumeli, da mogoče ni dobro, da pač ne vem, Google pa Facebook vse naše podatke imajo, pa vejo od nas več, kot naša mama, ne. Tako da mislim, da to treba obrniti, ne, in da te regulacije in govora o tem, kaj pač umetna inteligenca škodi, koristi, laže, ne, to, kar vse ljudje počnemo že tako, je tega preveč, ne. In premalo je tega, da pravzaprav se pogovarjamo o tem, kako bi sploh razumeli, kaj se okoli nas dogaja. Ja, jaz bi, moram reči, da sem upal, da bo današnja okrogla miza drugačna. No. Pa bom zdaj to rekel, ker vidim, da se bližamo koncu. Ne. 1 uro že pa 15 minut o tem debatiramo, od ure in 15 minut smo 1 uro porabili za to, da smo govorili, kaj umetna inteligenca ne zmore, kaj dela narobe, zakaj se je treba bati in tako naprej. Ne, mogoče smo, ne vem, če smo 15 minut porabili za to, da smo povedali, kaj zmore, kaj dela, kaj bo še zmogla, zakaj je dobro, zakaj je dobro, kaj mi tle znamo. Ne. In absolutno podpiram, da se o teh poučuje v šolah, ampak tudi drugače, ne? Da ne govorimo samo o teh pomanjkljivostih, ne? Ampak tudi govorimo o prednostih. Ne? Da ta strah, ki se nekako, jaz tudi ne čudim, ne? Da je nek strah prisoten pri ljudeh, ker večina teh diskusij, ki je v javnosti, je samo o teh problemih. Ne? In pri čemer absolutno so problemi in sploh jih ne zanikam in je prav, da se o njih pogovarjamo, razmišljamo, nekako tuhtamo, kako jih zaobiti, ne, kako jih rešiti in tako naprej, ampak niso samo problemi, so ogromne prednosti in umetna inteligenca lahko zelo pomaga na ogromno področjih, zato da se razvijemo, da imamo manj problemov, da imamo manj drugih problemov. Ne. In pri tem, ko govorimo, Marko je prej lepo povedal, ne, nikoli ne bo 100%, človek ni 100%, ne. Mislim, nikjer ni 100%, mi pričakujemo neko 100%, ampak tega v realnem življenju praktično ni. Ne? In tega se moramo zavedati. Ne? Na ogromno področjih lahko človek z umetno inteligenco postane veliko boljši. Umetna inteligenca lahko nekatere stvari boljše dela od nas. Tako da jaz bi tega želel. No? Več pozitivnosti, več izpostavljanja prednosti, ne pa samo slabosti in pomanjkljivosti. Lahko torej dobimo en tak idealen vašo vizijo, kako, na kakšne načine bi se v Sloveniji lahko uporabljali umetno inteligenco boljš, več? Kaj recimo lahko pravzaprav znanje, ki je na Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki nastaja neprestano, kako ga bolje razumeti, uporabiti? Ja, mislim, na naši fakulteti več kot pol raziskovalcev se ukvarja z umetno inteligenco. Zdaj niti enega doktorata nimamo, ki ne bi uporabljal metode umetne inteligence. In to je pač dejstvo, ne, da nekako raziskovalci, ne,
pa doktorandi so že sprevidli, ne, da je to tista stvar, ki je zdaj zelo aktualna in zelo uporabna. Ne. In tle imamo različne, ne vem, pri nas se ukvarjamo z računalniškim vidom, prej sem že eno stvar omenil, delamo že veliko drugih stvari, ne, od, ne vem, vizualnega sledenja do napovedovanja višine morske gladine v Jadranskem morju. Ne. Tako, in še marsikaj drugega. In to so stvari, ki so koristne. 500 milijonkrat hitreje lahko napovemo, bolj uspešno napovemo, koliko bo jutri višina morske gladine, jutri ob 5:30 popoldne, ne, kot za klasičnimi modeli. Ne. Tako, o tem bi rad, da govorimo. No. Da ne govorimo o uporabi v industriji, posod. No. Tako da, ja. Bratko, ste želeli besedo? Sicer pa vsekakor vabim vse tukaj, da kaj vprašajo, da ne bomo samo mi razpravljali. Mara? Vi še odgovorite? Dober dan, hvala za besedo. Samo eno vprašanje, pravzaprav, ki se navezuje na ta premislek o tem, kako je mogoče, da se vedno znova in znova, apropo umetne inteligence, ubadamo z strahovi, z negotovostmi, z bojaznimi. Ne? Ponudil bi morda tezo. Ko je Gutenberg izumil tisk, dvomim, da je obstajala v tedanji kulturi neka predstava o tem, da bi lahko obstajal tak stroj, ki bi množično razmnoževal besedila. Ne? In je bila to popolna noviteta. Medtem ko profesor Bratko je pa prav v uvodu našega današnjega večera govoril seveda o tem, da so obstajali tudi v tistih najbolj srečnih časih, ko se inženirji računalništva, ki se ubadate z razvojem umetne inteligence, še niste zares spraševali o etičnih implikacijah svojega dela, ne? Ste vendarle seveda živeli v kulturi, kjer je že obstajala Kubrickova Odiseja 2001. Ne? Stroj, kakršen je HAL 9000, se zdi radikalno zastrašujoč. Ne? In ta tehnologija, ki vznika zdaj, ne prihaja, kako bi rekel, na podoben način, kot je tisk v Gutenbergovem času prihajal na neko čistino, ampak prihaja v neko globoko simbolizirano, označeno, pomenov polno polje. Mi že vemo vnaprej, ne po zaslugi nujno računalničarjev ali pa naravoslovcev ali pa inženirjev, ampak seveda po zaslugi umetnikov, piscev, režiserjev, ne? Imamo neke vnaprejšnje predstave. Hočem reči, ni nemara pač razlog za to vrstno pesimistično intonirano diskusijo nocoj, pravzaprav zakoreninjen ne v tem, da seveda pač imajo stroji, da stroj ne more, kot je rekla profesorica Markič, producirati vsakič znova objektivnih, perfektnih rezultatov in da je torej motljiv, natanko tako, kakor človek, ampak da je seveda pač razlog v tem, da smo, kako ne rečem, vnaprej preparirani in zastrašeni. Jaz bi rekel, da se jaz zelo strinjam z vami. Pač strah je zelo močno čustvo. Pač zelo smo kot evolucijsko zelo močno reagiramo na njega. Videli smo ogromno neke znanstvene fantastičnih literature, filmov in tako naprej. In ja, mislim, mediji, filmska industrija in tako naprej ta naš strah zelo izkoriščajo za pozornost. Jaz bi tukaj vseeno opozorila, absolutno se strinjam, del tega je ta znanstvena fantastika, ki nas je pripravljena na to, ampak to je en del diskusije. Ne? To je del diskusije, kjer se zdi, da stroj lahko ima zavest, da nas lahko premaga. Ampak drugi del diskusije pa to, kar smo se tukaj nekako pogovarjali, kjer je pa to, da sistemi strojnega učenja v pač določenih konstelacijah, kot je to, da pač velike firme recimo zavestno manipulirajo ljudi na nekaterih področjih, ta strah je pa spet drugačen. Tako da jaz mislim, da imamo dva strahova, mislim, dvoje vrste strahov in tukaj ta družbeni, ta drugi del, zdaj, kjer pač imamo opravka s strojnim učenjem,
je bolj povezan z enimi družbenimi spremembami, kjer pa lahko, se strinjam, malo dodaja olja na bencina na ogenj, pač tudi ta prvi strah. Ne. In tukaj mogoče sam še toliko, ne, tukaj imamo kolege, ki so vsi izvrstni znanstveniki, jaz se zelo strinjam s tem, da je pač zelo zanimivo in absolutno nujno, da gremo s tehnologijo naprej. Se mi pa zdi, da tudi izvrstni znanstveniki morajo imeti nekaj posluha za to, da pač to lahko spreminja družbo in da pač, kot je bilo prej rečeno, akademski svet in javna znanost vsaj na enem delu izgublja, ne, in da zato so te strahovi, recimo nekaterih družbenih skupin, tudi lahko upravičeni. Tako da jaz mislim, da je treba zelo jasno si postaviti, se mi zdi, da je zdaj s razvojem ChatGPT-ja pač to prišlo v javnost in da tukaj je res prevelika, preveč pozornosti na tem. Ne. Mogoče je tudi sama beseda umetna, meni se zdi, da je sama beseda umetna inteligenca tukaj lahko to ekvivokacijo, ne, dobimo to ekvivokacijo, da imamo pač te umetna inteligenca kot film, ne, in te stvari, potem pa tukaj je to, kar se pač dejansko dogaja v znanosti, kjer gre za razlike, ne. Ampak te stvari je treba skomunicirati z ljudmi. Ne. Zato se je zelo strinjam, da je treba te vsebine dati v šole. Ne. Otroke jim je treba povedati, kaj lahko s temi orodji naredijo, da to ni kar tako en bav, da jih pa lahko se tudi zlorablja. Tukaj nismo nas zato, da ne bom zdaj še dodala neke negativne, ampak ne, vojska je vedno en motor tega, kaj se dogaja v znanosti, bila v času hladne vojne, kjer je šlo za enega in je tudi zdaj. In v bistvu nič nismo rekli o avtonomnem orožju, ki pa je lahko spet nekaj, kar vzbuja strah. Ne. Pa to ne pomeni, da to, kar vi tukaj delate, da je s tem povezano, ampak ljudje lahko imajo ta strah. Ne. Zato je treba pač javnosti nekako povedati, ne samo tistim, ki so strokovnjaki že zdaj, ampak splošni javnosti povedati, kaj lahko umetna inteligenca naredi, kje nam lahko pomaga, kje nam lahko pohitri postopke, ne, in vse to, kje pa je lahko nevarna in kje lahko kot družba mogoče pač postavimo neke vprašaje. Ja, jaz bi tudi govoril, glede škode pa izobraževanja. Glede škode bi rekel, ja, ena je ta kulturna produkcija, v kateri smo pač živeli, odraščali kot mulci, in bili vanjo umeščeni in to ima nek vpliv seveda na nas. Vse to bi kulturne, sociologija kulture ima več lahko znala povedati o tem, ampak dejstvo pa je, ne, da obstajajo družbene individualne škode nekaterih aplikacij v rešitev umetne inteligence. To pa moramo priznati, ne. Ne vem, umetna inteligenca uporabljena v spletnih družbenih omrežjih, ne, uporabljena za politične namene. Pač to je tudi umetna inteligenca, saj mi je tako razumemo, tudi to so orodja, ki so uporabljena na tak način. Ne. Recimo te primere, ki ti Daniel jih povedal, ne, da je odkrivanje napak, fantastično, meni se zdi to super, ne. Morska gladina, super, ne, ampak včasih pa sta ta orodja uporabljena v domenah, kjer bolje, da ne bi bila, tako bom rekel, ne. In na to mi upozarjamo. Ne. Čeprav bi rekel, tudi pesimistična drža je lahko zelo pesimistična, zelo aktivna. Ne. Zelo, v bistvu ljudje, ki vidijo neko, da bi lahko šlo kaj narobe, ne, so zelo aktivni, zelo hočejo preprečiti to, kar gre narobe. Ne. Zdaj pa glede izobraževanja bi rekel, zelo pomembno se mi zdi vzporednost. Skratka, vzporednost s tem, kako so ta orodja lahko uporabna recimo pri znanstvenem raziskovanju. Tudi tem nisem več nič govoril, ampak mi bi zelo radi tudi na inštitutu zaposlili človeka, ki obvlada umetno inteligenco, da bi mi področje raziskovanja kriminalitete lahko raziskovali. Tako da se zavedamo velikega pomena tega. Ne. Ampak hočem reči, v izobraževanju vzporedno, ja, kako so ta orodja lahko uporabljena, ne, pa tudi, kje pa gre lahko kaj narobe, ne, kje pa ne bi smela biti uporabljena, recimo. Ne. Ali pa to, mislim, da bi šlo to, bi morali biti z roko v roki, pa mislim, da je na Univerzi v Ljubljani en študij se oblikoval že kako med pravno fakulteto in FRIjem podiplomski, mislim, da nek o tem. Skratka, kako računalničarje osvestiti o etiki in pravu in družbenih vidikih njihovih tehnologij in obratno, ne, da bodo vedeli ti družboslovci, kot je bilo rečeno, o čem sploh teče beseda, ko govorite o umetni inteligenci. Ne. Tako da mislim, da je to vzporeden proces in sem jaz tudi za to, da gre čim prej med otroke, da vedo, globinski posnetki, kaj to je. Ker neka kognitivno bližnjice imamo ljudje vse, pa ne, kot otroci. Ko vidimo sliko, verjamemo sliki, da je to resnična slika. Ne? In skratka,
to refleksijo že pri otroku zbudi, da moče pa to je pa fake, ne vem, jaz se spomnim, ko sem prvič slišal za besedo Photoshop ali pa video Photoshop, wow, kaj je to sploh mogoče, ne, danes je pa možno to pred videu, ne. Skratka, ja, sem za to izobraževanje obeh vidikih. Jaz nisem. Mislim, bom kar konkretno povedal, ne, ker so tudi, mislim, ne me narobe razumeti, jaz recimo se bojim umetne inteligence v smislu, da je to pač še ena tehnologija, ki vodi v distopično družbo in je pač ta super prišla prav bogatašem in velikim firmam, ki jo bojo množično izkoristili za to stvar, ne. Ampak kar se tiče izobraževanja, ne, tudi matematika posega na etična področja, ti lahko pač razviješ en matematičen model, ki bo pač vodil balističen izstrelek, mislim, konec koncev matematika, diferencialne enačbe so zaradi tega nastale tudi, ali pa biologija, genski inženirik, ne. Ampak to ne pomeni, da pri teh predmetih rečeš, ok, polovico predmeta bo predaval recimo biolog, polovico predmeta bo pa nekdo etiko predaval, družboslovec, ne. Ki bo učil, ne smeš spreminjati, ne smeš krasti, ne smeš. Jaz mislim, da je to treba pač paralelno voziti, ja, ampak ne pri predmetu računalništva oziroma algoritmičnega razmišljanja. Zato, ker pač enkrat, ko boš, mislim, to je treba ločiti. No, ta debata smo imeli par dni nazaj tudi z ministrico, ki pa samo na ta vidik, na etiko dala. Etike pravzaprav se morali naučiti mi že tako ali tako, ne. Morali bi vedeti pač, da recimo, če imaš kladivo, ne, da z njim ne tolčeš po glavah, ampak bolj po žablih. Mislim, da nam je to jasno, ne, in to, da pač je umetna inteligenca ali pa da strojno učenje lahko napake naredi, to pa ja, to pa pač vidiš enkrat, ko ga uporabiš, vidiš, da pač se zmoti pri klasifikaciji, daje napačne napovedi, ne, to, kar je Marko tudi govoril. Ampak če mu to ne poveš, ne, če mu to ne razložiš na primerih, ne, ki so jasni, ne, ampak mu, ne vem, namesto tega govoriš, pač je pol predavanja v etiki pa eni filozofiji, pol ne bomo do tega prišli. Skratka, mislim, da vzporedno ja, ampak predmet rabimo, kjer pač je dejansko inženirski. Ja, če lahko samo dodam, ne, in boš v novicah bral od biologije in od matematike, sigurno ne bo, mogoče pri biologiji boš dobil vsak 20. članek, bo imel kakšno etično dilemo, drugače bo pisalo, kaj biologija dela, kaj in tako naprej, ne. Pri nas je pa glih obratno. Vsak 20. članek nekaj pozitivnega pove, 19 pa se jih ukvarja s problemi. No, in to je tisto, kar me moti in to sem hotel še poudariti, no, da ena pomembna stvar je točno to izobraževanje, ne samo v šolah, ampak v to splošno javnosti, da se zavedamo, da ti sistemi delajo napake, ne, in da če ti ChatGPT nekaj pove, da ni nujno, da je tisto res. Ne. To ni problem tega ChatGPT-ja, to je problem mene, če mu verjamem. In še ena beseda, ki mislim, da danes nismo slišali, pa se mi zdi zelo, zelo pomembna v tem kontekstu, je odgovornost. To odgovornost, tudi če si s ChatGPT-jem pomagaš, če si v temi orodji, umetna inteligenca, vse to strojno učenje, o katerem se pogovarjamo, je orodje. Ne. In ti z orodjem si pomagaš, da boš nekaj naredil. Ampak končni izdelek ti narediš, si odgovoren zanj. Tudi če ti je ChatGPT nekaj rekel in če si mu ti slepo verjel, brez da bi preveril, ali res ali ni res, je to tvoja napaka. Odgovornost moraš prevzeti sam. In mislim, če bomo dovolj izobraženi, ampak mogoče ne v formalnem smislu, ampak da bomo nekako razumeli, zakaj se gre, ne, in da bomo ne naslepo verjeli in da bomo prevzemali odgovornost za to, kar bo kot posledica uporabe tega orodja naredili, mislim, da bomo veliko, veliko problemov že s tem na ta način rešili. Kakšno? Vprašanje, odlično. Najlepša hvala, dober večer. Jaz sem humanist, jaz sem zgodovinar, pa edina vrsta knjig, ki jih ne berem, je science fiction. Sem pa učiteljica. Jaz mislim, da smo trenutno v tej fazi, ta sporednica z biologijo mi zelo všeč. Če se kdo spomni, takrat, ko so ovce klonirali, ko je bila Dolly ta prva, je bilo tudi cel kup govora, predvsem o teh negativnih stvareh. Smo se potem nekako zbalansirali, to nihalo se kar tak nekako pomika in če bomo dejansko sprejeli to, da je umetna inteligenca pač eno orodje, tako nož, s katerim se lahko kruh narežem, ali pa pač nekomu kri puščam, vseeno se sliši, da so štajerske, ne?
je definitivno treba zadevo regulirati, pa privzgojiti to ljudem, ampak v tem smislu mislim, da se bo treba ponovno vprašati, kaj je danes to splošna izobrazba. Kaj je splošna izobrazba za človeka v 21. stoletju? Ne? Ker so neka nova znanja, ki jih pač za preživetje danes potrebujemo in tudi znanje o algoritmičnem načinu razmišljanja, pa o umetni inteligenci spada zraven. Vprašanje je samo, če se bomo znali vsesti skupaj, drug drugemu prisluhniti, pa to spravi dejansko v življenje. Pa ne čez 15 let, pa ne čez 5 let, ampak novembra, ne? Ali november veliko obeta, no, upam, da res. Je še kakšno vprašanje? Še. Dobar dan. Jaz študiram klade na FRIU, zato me mičkam bolj tehnično vprašanje zanima. Te veliki jezikovni modeli, velikokrat sem slišal mnenje, da so to tako neke vrste igrača, vsaj trenutno, ne? Te, ki so javnosti na voljo, kot so ta običajen ChatGPT ali pa Bard, nimajo neke velike uporabe v kjerkoli drugi industriji, recimo razen v kreativnem pisanju in tako naprej. In me zanima, vi kot strokovnjaki, kaj mislite, a se bo to ustavilo nekje, bodo to samo neka preprosta orodja, ali nam bodo mogoče lahko postali neki kompanjoni pri raziskovanju, ali bodo, ne vem, bomo uvedli neke sisteme, ki bodo jim logiko razvili, da bodo lahko pri znanstvenem raziskovanju nam pomagali in tako naprej. Ja, zdaj, če bi ostali na plitkem nivoju, potem ni bilo nobene evolucije. Tako pomeni, zdaj, če smo rekli, da je nastaja neka evolucija, dejansko pričakujemo, da bo to korenito spremenilo marsikatero področje življenja. In pač dejansko je to možno, ni to lahko, to pomeni dejansko nismo še videli prav dobrih aplikacij, ampak je pa ogromno poskusov na razna področja to uvesti. In pač ti modeli imajo določene sposobnosti sklepanja, imajo določene sposobnosti, bi rekel, nekega produkcije, nekih smiselnih besedil, in lahko naredimo tudi neke povratne zanke z njimi, z njim nekaj milimo in tako naprej, kar ni lahko, tako da mislim to, da je zdaj to v vakumu ni, zdaj dejansko na tisoče ali pa 10 tisoče ali pa še več podjetij, ki poskušajo to zdaj na ta val teh velikih jezikovnih modelov, to v neko njihovo lastno nišo najti, pa skratka ogromno podjetij je, ki o tem zdaj razmišljajo in ki poskušajo nekaj narediti. Recimo, konkretno lahko povem, recimo, mi smo zdaj pred kratkim dobili en projekt, ki bomo skupaj z 5 večjimi slovenskimi podjetji poskušali te modele prilagoditi za različne industrijske rabe. Recimo en tak primer je, da podjetje, ki se ukvarja z muzeji, da bo lahko nekdo, ne vem, bo v muzeju ustavil pred sliko, da bo lahko govorno vprašal nek model, kaj pa je s to sliko, pa bomo lahko neki ta model recimo to prepoznal in potem poiskal v neki bazi. To bodo zelo različna vprašanja. Neka tak čist nov interfejs, neka čist nov način komunikacije v neki humanistični rabi. Potem, ne vem, podjetja, ki recimo krmijo stroje, zdaj imajo neke gumbe, pa tako po nekih tipkajo po nekih zaslonih, ampak zakaj ne bi v nekih takih umazanih okoljih tega govorili? Rabimo prepoznavalnike govora, ki bodo bistveno boljši od teh, ki so zdaj. In tisti prepoznavalniki govora dejansko so tudi temeljijo na teh velikih jezikovnih modelih. Pa še več takih rab je. Recimo, ne vem, nek zdravnik recimo v nekem okolju, recimo komunicira, narekuje besedilo, ki je skoraj pri vsakem zdravniku podobno. S tem nekim takim modelom lahko to precej poenostavimo. Še skozi ga bo potem na koncu moral narediti, ampak to se vidijo neki prihranki na produktivnosti, da ne govorimo o programiranju, če pišete neke spletne aplikacije, preproste spletne strani programirate, rečete, da vam zgenerira kodo in boste veliko bolj produktivni. In to danes vsi programerji počnejo. S tem ne pomeni, da ne bomo več rabi programerjev, nekdo bo moral to preveriti, ampak bodo pa bolj produktivni. Bom jaz malo dodal, ker zdaj smo končno prišli do tistega, ko se pogovarjamo o dobrih straneh teh modelov. Meni, ker je pri teh velikih jezikovnih modelih fascinantno, je to, da prvič res odlično obvladajo jezik in drugič, da so odlični modeli znanja. Že desetletja je eno glavnih
tem na umetni inteligenci modeliranje znanja. Različni modeli so bili predstavljeni, zdaj pa se je izkazalo, da je ta model očitno zelo učinkovit, kako to celotno svetovno znanje, ki je bilo vsebovano v vseh teh knjigah in besedilih, zapakirati v eno zelo učinkovito model, do katerega lahko hitro dostopaš. Ne. So še problemi s halucinacijami, s temi stvarmi, ne, tako da to ni popolno ta model, ne, ampak z tega vidika me to res navdušuje in res na različnih domenah, od jezika do raznih faktoloških podatkov, do programiranja recimo, ne, kako verjetno večina študentov je nekako že to poskusila in ja, če pomaga, to ne pomeni, da bodo te modeli nadomestili programerje. Seveda ne. In bodo pa pomagali hitreje programirati. Ne? In to je seveda dobro. Kakšno? Ne mara vprašanje? Če še kdo se lahko kar javi, ker potem počasi bomo... Hvala, zdrav. Eno vprašanje. Veliko je govora o generativnih modelih, orodjih. Me pa zanima, če gre kakšna ideja ali pa razvoj v drugo smer in sicer, da bi orodje interpretiralo veliko količino ali pa določeno količino besedila. V smislu, ne vem, kakšne volje ali pa emocije bila oseba, ki mi je e-mail poslala. Ali pa, ne vem, na podlagi zadnjih 5 mailov mojega šefa ali šefice, v tem času bom dobil odpoved, ali pa napredovanje. Ja, kot je že profesor Bratko omenil, nekatere te stvari so kar etično sporne. Pomeni, čustva se do neke mere dajo prepoznati tudi z besedila, čeprav besedilo veliko čustvenih informacij manjka, ne, več je recimo v govoru, govor je zelo tak, biometrični signal, ogromno informacij o čustvovanju, o ne vem, različnih naših lastnostnih osebnostih in tako naprej se da najti in v govoru in v obrazu. Nekatere od teh uporab bodo regulirane. Jih ne bo možno kako nekih aplikacij narediti. Po drugi strani se pa ve, da so velika tehnološka podjetja odpuščala ljudi ne tisoče, ampak 10.000 na podlagi odločitev umetne inteligence, ker ni bilo nič jasno. Tako da je to spet eno področje. Ne bom več šel sem, ampak samo to, da veste, da se tudi mi zavedamo plusov in minusov. Vsekakor zelo močna tehnologija z zelo vplivnimi posledicami, takimi in drugačnimi. Ne? Bomo spremljali nadaljnji razvoj in upamo našli vmes prave korake, vključno z izobraževanjem, pa verjetno ne tukaj večina prisotnih, ampak sicer jaz mislim, da smo kar številna vprašanja danes naslovili in najlepša hvala za pogovor vsem gostom, gosti in vsem, ki ste pač prišli danes na Fakulteto za računalništvo in informatiko. Imejte prijeten večer še naprej in plodno razmišljate o tem, kaj zmore in kako uporabiti umetno inteligenco. Hvala.